Ljudje in ljudine, poslušate 171. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, obsojamo bodoče otroke po dogovoru. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov. Tokrat znova z gostjo, z nami je drugič umetnostna zgodovinarka in kritičarka, ljubiteljica vsega gotskega, Nina Mison. Good body every evening. To naj bo lep pozdrav za vse poslušalce. Današnja epizoda je, verjeli ali ne, posvečena novi Netflixovi miniseriji Mikea Flanagana The Fall of the House of Usher, oziroma po slovensko je to Propad hiše Usher, tako se je vse prevajalo v preteklosti, ki je premiero doživela 12. oktobra in je sestavlja 8 epizod. In seveda velja standardno opozorilo, če omenjene serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja to opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si jo morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Samo 8 delov je, kaj pa počnete v življenju bolj pomembnega. Če pa ste miniserijo že videli ali pa je niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njej povedali mi, pa prisedite k šanku, povejte nam, kar si v globoko sebi zares želite in kaj ste za to pripravljeni žrtvovati. Potem pa lahko skupaj z nami s polno žlico zajamete življenje. Maestro, ena gotska. Ok, skratka, The Fall of the House of Usher, to je letošnja miniserija Mikea Flanagana, zadnja njegova, preden se preseli k Appleu, ne? Ali Amazonu? Amazonu, tako. Amazon ga je kupil, ker Amazon ima cash in je odprl torbo, ven se je zasvetlo, Flanagan je rekel, morbit pa ja. Ja. In je šel. Nekaj mi je ostalo, par drobižev po Lord of the Rings, tako da ja. Ja. Reveže. Drugač žanr je to nadnaravna gotska grozljiva drama, recimo da dodamo drama zraven, da se sliši bolj fancy. Neke vrste franšiza bi lahko imenovali tole, ker je to zdaj, se pravi peta serija Mikea Flanagana na Netflixu, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor z 2018-2020, smo delali v 61. Halloween specialu, v 61. epizodi, v 3. Halloween specialcu, lahko poslušate. Potem smo delali tudi Midnight Mass iz 2021 v 102. Epizodi, skoraj na vsakih 60 nekako delamo lepo. In pa The Midnight Club smo preskočili, ne vem. Midnight Club smo preskočili, to sploh nas gledal, ne. Ti si nameraval, pa sem jaz čakal, da boš povedal, kak je. In še nisem dobil feedbacka. To be continued. In pa, to je to. In povsod, ko bomo videli, se malo bom pol pogledal vseeno pri igralcih, eni in isti igralci, skratka, bolj ali manj meša vedno iste igralce. Pa dodaja nove, ja. Pa dodaja jim nove, ja. Izhodišče so knjige Edgarja Allana Poea. Mogoče na tej točki si vzamemo 5 minut, kakšen je vaš odnos do Edgarja Allana Poea. Ti si anglist, Igor? Ja, cool je. Na faksu smo ga... Understatement. Vse za 6, ko bo. Na faksu smo ga tako barely omenili, ker smo imeli bolj lame učitele. Ja. Veš kaj, ful se je bilo treba več posvečati, vem čemu. Boring je bilo večina literature, sploh ameriške, razen pri Grossmanci, ampak nismo delali pri Grossmanci, ampak pri Petričevi, kateri glavna kvalifikacija za job je bil, da je bila bivša žena enega profesorja, ki je učil Shakespearea drugače. Skratka, jaz sem sam bral Poea in mi je bil zelo všeč, eden boljših ameriških pisateljev tiste dobe, se mi zdi, in zelo tak tekoč jezik ima, čeprav moram reči, da ko sem začel brati, ko sem bil še mlajši, se mi je zdaj malo prepotenten ta njegov jezik, uporaba besed kot sepulture, oziroma sepultura. Ampak pol sem ugotovil, da to mora biti tak, ker je pač iz tistega časa in da eno patino temu, ko bereš, in da ne gre za prepotentnost. Ker če bi pa danes kdo tako pisal, pa pač je
pižamce. Kakšen dis. Nina, ti gotovo imaš kakšen odnos do Edgarja Allana Je itak pol the granddaddy of goth, a ne, se pač spodobi, da imaš vsej eno vele izdajo v usnje vezano z rdečimi črkami, ki je pač itak nikoli ne prebereš potem. Ja, mogoče na eni točki pač ravno zato, ker pač ga je velik in v glasbi in v filmih, da sem ga mogoče malo na stran odrinila, ampak potem pa vidiš, da v bistvu to, kar se tega žanra tiče, da se ga z razlogom bere, no, in na novo interpretira vedno znova, tako da ja, sem fan. Ja, ok, super. Mito? Kako ga poznam? Ja, osebno. Zelo površno. Skidričega. Od ta starega poeta, mali. Ja, z brčicami. Ja, ono. Ne poznam ga sploh. V bistvu razen koliko so me Simpsonovi pa pop kultura naučili. Aha, nisi nikoli bral ali Ne. Oh, wow. Ne. That's like Zelo Mito, veš. Ja, tak. Zdaj ti bom začela pike vzemati, lansko leto sem ti nekaj dala. Moj Goth points, goth cred. ja, zdaj vzamem nazaj. Dokler sem punk, bo ok. Ko sem enkrat bil v ateljeju, je poslušal Keva zraven, kaj je slikal. Tak, da. To je. A je kaj citiral Edgarja? Nevermore. Pri njem bi kot to rekel, da obstajajo kakšne aluzije na Edgarja, glede na to, da ima toliko balad. Ja, ampak zdaj konkretno, da bi najdel kak Se ne primer, spomniš, pa ne? se ne spomnim. Ampak nima on komada Annabelle Lee tudi? Ne, Kaj? Henry Lee je. Henry Lee nima pa nič z Annabelle Lee. Ker to je taka, Annabelle Lee je taka zelo, Ja, posod se pesem. pojavlja in komad in citati iz nje. in tako. Aha, ok. No, jaz sem drugače prebral Poa v osnovni šoli, sem bil full navdušen nad njim, ne vem točno zakaj. In odkar Edgar Allan Poe, njegova Alone je edina pesem, ki še jo vedno znam na pamet celo. Pač, ki mi je tako ena najljubših pesmi in ena pesmi, ki najbolj opiše moj life in tako. Ja. Kaj pa je narobe z The Second Coming? Če bi gledal pred zadnji del Saturday Night Live, bi vedel. Tako da ja, Edgar Allan Poe je bil vedno ena mojih večnih ljubezni in tudi full rad sem, zelo so mi všeč bili eni tile From Hell in take zadeve, ne, kjer uporabljajo ne From Hell, kaj je že, unta drug Cusack ga igra, kako je tisti naslov tistega filma? Raven? The Raven je prav naslov, Ja. o moj bog, res. Domišljije za naslove pa nima. Ampak ja, The Raven je tam, kjer ga Cusack igra. Tisti je eden mojih Ja. takih guilty pleasure, čeprav je za noč film v Ja. resnici. Fun trivia, completely daj. unrelated. Tisti Ja. film je v celoti posnet v Beogradu. V bistvu Pittsburgh, kjer je kamor je postavljen, je zgorel na eni točki. Ni z tega starodavnega dela mesta več, mislim starodavnega, ne, zdaj, ni tega iz 18. ali 19. stoletja ostalo nič več. Tako da pač so rabili eno mesto, ki ima neke podobne arhitekture, pa dosti poceni, da pol CGI daš, in to je bil Beograd. Oh, wow. Edgar Allan Poe in čevape. To si ne Se pravi, ni krokar, ampak kaj ima? Meni je bilo še toliko bolj smešno, ker sem ta film back to back basically gledal z enim, ki je ki v vesolju se odvija, pa je rip-off tega New York, kaj že Carpenterov New York film Escape from New York. Ja. No, samo da je pa Besson je naredil scenarij in je pol tudi moral dejansko plačati odškodnino Carpenterju. Zdaj ga naslov vseeno. Ampak tudi posnet v Beogradu, hkrati z onim bil, samo da se dogaja v vesolju. Tako da takrat se mi je zdelo, z tega Beograda pa še bo nekaj, ampak ja. Ok, no super, skratka bomo še kaj o Edgarju Allanu rekli. Moram reči, da sicer absolutno sem ga pač bral v osnovni šoli, se zdaj vseh teh referenc nisem videl, serije, malo sem si pomagal z internetom, ampak tega je tok not in tok različnih in tako, da bomo mogoče kvečem omenili karkoli. Ja, jaz prav, ko sem gledal, tako vse te DiCaprio momente, ali pa odni screenwriter guy, that's the guy from that thing. We also read, ja. Tako da ja, drugače pa omenimo seveda še Flanaganove filme, jaz imam to enkrat na meni vse pogledati, še zdaj jih nisem, no, ampak jih imam tudi pripravljene. Absentia, Oculus, Hush, Before I Wake, Ouija,
Origin of Evil, Gerald's Game, Dr. Sleep in the Life of Chuck je pa nekaj, kar zdaj pripravlja in je po kratki zgodbi Stephena Kinga. Skratka, pri tebi je treba omeniti Gerald's Game, mislim izpostaviti, zato ker je tudi po Kingovi štoriji dejansko se pojavi not v filmu, ko gledajo, kaj bi gledali in imajo na TV-u vklopljen Netflix, imajo vklopljen Gerald's Game. Kar je še toliko bolj hilarious, ker glavni vlogi v Gerald's Game sta Bruce Greenberg in Carla Gugino. Yeah. Bruce Greenwood in Carla Gugino. Ampak če bi vklopili play, kak bi bilo to meta? Šokirani. A bi bilo tam not kdo drug igral, kak bi to izpadlo? Ne vem. Ja, to so velika vprašanja. Kakorkoli že, če malo pogledamo, skratka igralce, Carla Gugino igra kot v glavni vlogi, je ta Verna, potem je Bruce Greenwood igra Zacka Gilforda, oziroma Zack Gilford in Bruce Greenwood igrata Roderika Asherja. Greenwooda poznate kot Christopher Pajka iz Abramsove Star Trek zadevščin, drugače je bil tudi posojal glasove Batmanom. Zacka Gilforda smo videli v Midnight Mass in The Midnight Club, potem meni je ena takih majhnih vlog, ima tudi Lulu Wilson, ki igra mlado Madeline Usher, ki je seveda igrala v Ouija, pa v Annabelle, pa v The Haunting of Hill House, drugače jo zdaj gledamo v The Wrath of Becky. Potem so pa kup res teh igralcev, ki vsi so že igrali v kakšnem od prejšnjih njegovih filmov ali pa serijah. Edino mogoče sem si napisal Michaela Truka, ki je v Battlestar Galactiki, in pa potem sem tega Karla Lumblija, ki je tega Augusta Dupena, ki je pa sicer bil tudi v Dr. Sleepu, je pa tudi poznan iz Arrowversa in pa z MCU-ja, je on tisti prvi temnopolti super vojak, ki ga imajo. Mislim, da pa ni treba zgubljati besed, ker ima Mark Hamill samo eno vlogo, po kateri jo ne poznamo. Revež, ubogi. Templari, ne? Ja. Joker. Joker, ja. Točno ta. Skratka, on je Arthur Gordon Pym. Tako da kup res znanih igralcev, pa poznanih igralcev, prepoznavnih igralcev. Zdaj pa mogoče, preden začnemo s sami seriji, pa Igor, boš ti obnovil, kaj se zgodi, kako propade hiša Usher. Povsem drugače kot v kratki zgodbi. Propade isto, pač pade dol. Ja, samo pač ja. Torej, zgodba se odvija hkrati v več časovnih linijah, tako da moraš malo spremljati, ampak v osnovi se začne s tem, ko tale Usher pokliče k sebi tega tožilca, ki ga je probal za zapahe spraviti in mu pove, da mu bo povedal vse in priznal in tak dalje. In kar se je glihkar zgodilo je, da so mu vsi otroci umrli in potem skozi vsako epizodo zveš štorijo enega od otrok in kak je umrl in hkrati postopoma zveš, kak je tale Usher prišel do svojega bogatstva in oblasti in mes se pojavlja tale Vrna, ki je do vsakega od otrok pride in je nekako vpletena v njihovo smrt. S časoma pa ugotavljaš, da ona v bistvu ni resnično bitje, ampak je nadnaravno bitje in na koncu ugotoviš katero. Tako da je ta kar kompleksna struktura in je pač veliko. Vsak od teh otrok ima neko čisto svojo zgodbo, neko čisto svojo kariero, zelo so si različni, to se mi je zdelo zelo nerealistično. Medtem ko vse ostalo štima. Okay. Mene je zdravnica, ki dela na neki zadevi za nekaj zvezi s srcem, ki bi lahko zdravila bolezni, ampak dela poskuse na živalih in na šimpanzih. Kar brez nekih zadržkov, kot kak Elon Musk. Potem eden hoče žure delati in je čisti hedonist, ena je PR-ovka, Evil Incarnate, torej. In tak dalje. In potem pač vsak od njih ima ene svoje napake, veliko napak in potem pač prav zaradi njihovih napak, zaradi njihove nečimrnosti propade vsak od njih, oziroma v glavnem naredijo samomor.
Večinoma, ja. Ja, mislim, jih privede do tega, da na nek način. Samo umor, jaz bi to vseeno mal. Boljš rečeno samo umor. Ubijajo se, ne nujno vedno namenoma, oziroma niti enkrat namenoma. Ja. Una si nož poril noter, tist je. Ja. Un pade preko balkona, tist ni, Onega s kislina. Ja. Un mu tudi pendulum in una se Ja, zagledali. samo Frodrik V bistvu se ni htel, niti ne. Ja, v bistvu ne, ja. Ja. Ja, ni se htel, no. Ampak mogoče nekje globoko v sebi. No, pa še sestro ima, ki je mu nekako ob strani stoji in je tudi nekje skoraj toliko vplivna in močna kot on. Zdaj pa to se vse dogaja v sedanjosti, zelo en tak mal tripa na Succession, mislim, da namenoma, ampak je celotna zgodba potem prepletena z elementi iz Poevih zgodb, ki so dodane na inovativen način in pogosto včasih prek nekih detajlov. Recimo zelo mi je bilo všeč, ko pol pokaže, kak tistega direktorja ubijeta je Cask of Armadillo, ne? In dejansko mu ponudite za pit tale armadillo, to je nek liker ali nekaj takega, oziroma to fancy vino, tako portovc, ne? Ja, ni konjak. Konjak. No, potem pa ga zazidata tako, kot je v tej kratki zgodbi. To se mi je zdelo zelo fino. Včasih pa pač tudi je samo kakšna imena kot Arthur Pym, je zgolj ime, njegova zgodba je povsem drugačna, kot je zgodba tej kratki zgodbi. No, mislim, konec, ja, ampak drugače pa je on potoval in ta zgodba je ista, ne, mislim. Aha. On je nekak in je videl neke stvari in so se tam dogajali neke ljudožerstva in tako in pride domov veš zjeban. Ja, samo ni pa zdaj Ne, pol ni odvetnik, karkoli pač tle je. Ja, tukaj on v bistvu tako kot v Botru Richard Harris, ne? Ja. Konsilieri, ja. Robert Duval. Imaš prav, ja. Pleše ste Roberteve zamešali. S tem, da on Richard, ne? Richard, Robert. Ja, skoraj vsaka epizoda je tudi, seveda ima naslov po eni Poevih zgodb, razen začetek je vers iz pesmi Raven, ki je na koncu naslov zadnje epizode. No? Tako da ja. Super, Igor, to smo povedali in zdaj le seveda, kako nam je bila všeč. Najprej seveda tukaj ima prednost naša gostja, ki bo zdaj takoj povedala, kako všeč ali ne všeč je bila serija. Povej, Nina. Kaj to pomeni? Če primerjam, jaz sem malo predtem zaključila Midnight Mass, ki mi je bila zelo všeč, tako da me ta v tem smislu mi je bila slabša. No. Aha, ti je bila slabša od Midnight Mass. Slabša in tudi slabša od The Haunting of Hill House. Ok. Mogoče malo boljša od Bly Manor. Tle nekako sem jaz na lestvici. Pa tudi, če ga primerjam z ostalimi inspired filmi na Poa, mi je bila ta malo manj posrečena. No. Zelo gledljiva, pa korektno narejena. Ampak ja, ne vem, če bi še enkrat pogledala. No. Ok. Kaj je tiste, kaj te je pa najbolj tako zmotil? Kaj ti ni bilo najbolj všeč, recimo? Ni mi bilo ne scary, kot prvo. Razočarala me je že Maska rdeče smrti, ker sem čakala, kdaj bo zdaj ta vrhunc, ampak se mi je zdaj tako razvodenelo potem vse. Kaj pa vem, mogoče sem imela prevelika pričakovanja, no, ker je bilo precej hype pa za Halloween, pa Ja, tako nekako je šlo, ja. Potem pogledaš in je... Ok, to je prvo mnenje. Ampak ostale serije so se ti zdele scary, ker meni osebno se Flanaganove stvari razen Ouija filma ne zdijo scary, ampak bolj prespraševanje enih človeških odnosov skozi horror-related elemente. No. Po Haunting of Hill House jaz nisem spala, par dni, pa sem ga po dnevu gledala, tako da ne vem, mogoče okay. Premalo duhov zame ali pa kaj. Ok, zanimivo. Kdo bo nadaljeval, Igor, kar ti? Meni je bilo zelo všeč in inovativno. Moram priznati, da bi mi bilo cool, če bi
postavo v 19. stoletje. Aha, Da je en čar na tem, Pauls, ki ga povezujem s tem. Tu, kot sem rekel, se mi je zdelo zelo Succession inspired, to pač familija, pa bogata in to, ampak drugačen pač vibe. No. Ampak to, koliko so pa not vpletene na ene clever načine stvari, bile mi je pa bilo kul. Nisem pa jaz pričakoval grozen, no, to moram reči. Meni se je zdelo, da je dovolj odpiljeno, nisem pa pričakoval scary in tudi mi ni manjkalo. Bilo je ugabno občasno, ne? Pa vse tisto z opicami mi je bilo kar disturbing, ampak ja, drugo pa ne. No. Ja. Ok, ja, Mito? Ja, meni se tudi ni zdel scary, samo od Flanagana v bistvu ne pričakujem teh klasičnih, eksplicitnih ali pa oziroma izrecnih mislim, nasilja ali pa krvi ali kakorkoli, kljub temu, da se tle ne skriva ali pa našpara. Samo Flanagan je v bistvu mojster ozadje, Flanagan je v bistvu mojster te celostne slike, vsaj zame, ne. Zato se mi zdi meni lestvica, kot jo je Nina izpostavila, zelo blizu, ne. Jaz tudi po Bly Manoru mi ni dalo par dni spat, ne. A Bly Manor ali Hill House? Pardon, Hill House, ne. Hill House. Ja, Bly Manor mi je v bistvu bil stopničko niže, če ne celo 2, ne. Medtem ko meni je najboljši Midnight Mass, ker zraven horror elementov, ki so noter, je potem še ta eksistencialističen katolicizem. Ne katolicizem, ampak angst, ta tesnoba, ne, neka bolj osebnostna noter pripeljana, ki je toliko bolj globje zareženo, kot pa bi lahko neka površinska groza, kakorkoli. Meni je všeč, najbolj mi je všeč v bistvu vizualni pristop do posamičnih epizod, ki ima vsaka neko svojo barvno shemo, da jih lažje ločiš med sabo. Medtem ko jaz, ki ne poznam Paula, mi ni bil predvidljiv, zato sem lažje užival v tem mogoče. Pa malo zamerim primerjavo z Successionom, ker niti blizu ni tega kakorkoli Succession, zelo družinska nastavka je meni bliže Santa Barbari, veš, kot pa Succession, na primer. Samo tak, za intermeco. Meni je to v bistvu komentar, najbolj mi je bil političen komentar na Sackler Family v ZDA, ne. Tako da tukaj bi rajši to primerjavo uporabil kot sam Succession, ker tista bolj... Ja, Succession je na Murdoche, ne? Ampak se mi zdi, da isto se gre za svet ljudi, ki so nedotakljivo bogati. Ne? Ja, ampak to samo po sebi ni nekako ekskluzivno, mogoče je zdaj pač popularno hot trendi, kakor da se primerja to s tem. Mislim, da je v bistvu niti ni toliko mi bilo v ospredju pehanje za bogatstvom tega očeta, kljub temu, da imaš te elemente noter, kot pa kao, tako kot si ti sam rekel, ne? Njihova lastna nečimernost, pa metanje za uspehom, pa mogoče pozornosti očeta, to je mogoče še najbliže. Ostalo je pa pač enostavno človeška slabost, ne? Pač privedena do skrajnih koncev. Ne? Tu v temu pa se mi zdi, da malo pa je razlike. Ne? Bi rekel slabost ali šibkost? Šibkost, slabost, whatever. Besede niso slike, lahko jih zameni. Ja, mislim, oranžno, ne, ok. Tako da, ja. Ok. Jaz moram tudi reči, da jaz sem kar odpadel. Redko, da pogledam neko stvar v 2 dneh, tako kot sem tole, se pravi prvih 5 epizod v soboto, druga 3 v nedeljo, še potem takoj zjutraj, ko sem vstal. In moram reči, da meni je bila zelo dobra serija in tudi jaz moram reči, da zdaj tukaj je seveda pač Flanagan ima neko svojo različnost, jaz tudi od njega ne pričakujem. Zdaj sem se že navadil in vem, da ne pričakujem neke jumpscare, vem, da ne pričakujem nekih... Vem, da ne gre daleč. Ne? Tudi mene je mogoče malo zmotil, kdaj, ki bi jaz šel bolj visceralno, pa eksplicitno kakšno stvar, ne? Recimo, ja, definitivno ta maska rdeče smrti, ki si jo ti omenila, Nina, ne? Skratka, to, kako jih ta kislina ali karkoli že razžre, oziroma tiste neke kemikalije, ki so noter. Kakšne take stvari, se mi zdi, da bi lahko bile malo bolj flashy, ampak ni pa me motil, ker sem vedel, da Flanagan tega ne bo naredil. No? Čas nisem tega pričakoval. Mi je bilo pa fantastično vzdušje, ker je meni pa fajn posodobilo Edgarja Allana Poea za to obdobje. Ne? In se pravim, toliko referenc, ker spol sem še šel brat posod, pulih nisem niti zaznal, pa
pa se imam za nekoga, ki vseeno nekaj ve, pa bi si neke zgodbe zapomnil, pa vse približno pač veš, pa ko vidiš naslov The Pendulum, takoj veš, kaj bo, kako bo človek umrl, pa ko sem videl Masko rdečo smrti, sem vedel, super, orgija bo, the best. Take stvari pač, ampak meni je bila v končni fazi zelo super, tudi seveda zaradi igralcev, ki so pač izjemni in predvsem to, kar je mene najbolj navdušilo, kar se mi zdi zelo dobro narejeno, je to, da tudi, skratka, kar je ta Greenwood, ne, kar smo rekli, Bruce, ko on govori res malo naphano, pa ker skozi to Annabelle Lee, pa se to ponavlja tale pesem skozi serijo, da mi vseeno to pripelje do tega, da mu jaz kar verjamem, da nimam občutka, da zdaj on tam nekega Shakespearea igra. Jaz si predstavljam, kako bi to Kavaca izvedel in me boli srce, da bi kdorkoli pomislil, ampak veš, izpade zelo naravno, ker ono se pogovarjata, pol na koncu imate ene take za sestro, ko imate tisti pogovor o tem, kako so si revni sami krivi za to, zakaj pa se pač na te opijate pač navadijo. Noben jim ni rekel, da se morajo. Pa za vsako stvar že morajo vzeti nekaj, ki jih nekaj boli. Ojoj, reveže. Malo mi je bilo to preveč eksplicitno na trenutke, ampak je fucking delovalo. Ne vem kako, Flanagan pač naredi, da deluje, ker postavi v eno tako okolje in ti naredi tako vzdušje in tako atmosfere, da mu jaz kar kupam. No? Ker so bile pač stvari insane, pač una, ki se ubije z ogledali, mislim, ona se odbijati postelje, skoči gor, da je skoraj vodoravno in vdari po steklu, ne vem, 2 metra visoko na stropu in potem pade dol in v steklo na njo si misliš, fuck, res, to je tok neverjetno, ampak ne vem, nekako mi je deloval. Zareže. Hvala mi to res. Neko si omenil Greenwooda, on monolog, if God gives you nothing but lemons. Ja. Ja, tist pa je bilo. Ja. Ampak to bi bilo lahko v Successionu, ali ne? Ker mene je tudi na Succession. Viš, ne. Jaz še nisem gledal. Ne. Jaz še nisem gledal, tako da sem neomadeževan s Successionom. Mislim, tako, kar se tiče tega bogatija, te variante so mi dost stereotipni, oziroma na tej točki, na tem levelu mi je površinsko. Ker bolj mi je... Tukaj mi bolj žajfenca dela, kot pa kao Succession, ki mi ni toliko žajfenca, kljub temu na površju deluje. Vseeno imaš recimo element, da otroci dobijo neko, da lahko nekaj svojega naredijo in karkoli svojega probajo narediti, so luzeri v tem. Ne? Vem, samo to je bilo toliko primerov. Zdaj, razumem, Succession je najbližji popkulturni izdelek, na katerega se lahko nanašamo. Mislim, da je namenoma naredil to Flanagan. Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa res mislim, da je tu direktni sekler, komentar pa fentanil. Ja, absolutno, da gre na seklerja, ampak je bliže temu kot dokumentarcu o seklerjevih. Ne? No, tok, da ne bomo zdaj sicer govorili o seklerjih, tok pa ne pojasnim, mogoče vseeno za tiste, ki niso tako seznanjeni z ameriško stvarnostjo. Skratka, to je družina, ki je prodajala, kaj že, kako se imenuje? Oxycontin. Skratka, Oxycontin in je skratka zaslužila ogromne milijarde s tem, da so ves čas vedeli, da je to, da te privede v odvisnost. Ni to problem. Problem je v tem, da so podkupovali oziroma organizirali srečanja za zdravnike, ki so to si delajo, pušali to naprej. Ne, oprosti, tudi to, absolutno to, ampak peče korak dalje popove, da so skušali prodajati Oxy Baby. Torej za mladoletne osebe pod 12, da smo natančni, Oxycontin v manjši izvedbi za deco, ki si koleno podrgnejo. Je pa se njih tudi boli. Tega pa v Netflixovi seriji ni bilo, veš. Ja, Netflix je izabeč. Nekako morajo dobiti advertising. To je neka stvar, jaz tudi mislim, da je zelo očitna stvarna referenca pač na to, razen da zdaj njih mislim, da čaka neka repercussion. Neki so že plačali, neki so se... Mislim, problem je, da so se te ljudje odločili sponzorirati galerije in tako dalje in tukaj so jih potem napadli ljudje, da pač to, da oni se pretvarjajo, da elitnim umetnikom dajo nekaj denarja s tem, ko furajo galerijo na plečih smrti. Kupa ljudi ni fair in tudi umetniki so se temu. To je tako, da kdo riso mrtve živali, to se meni tudi tako zdi degutantno in narobe. Da damo nekaj razbino. To boš pa dol, Oxycontin. Na smrti nedolžni gradi svojo kariero. Tak tam prebuto, da še do konca life rabo Oxycontin. Se te bom.
Jaz bom samo rekel Bambi. Tako da ja, definitivno jaz mislim, da to je referenca. Ne? Ja. Tudi nekaj še takih zelo političnih. Ne? Ja, zato pravim, da ne rabiš Succession noter vleči, ker v bistvu je to dovolj šita tlele, da ga razpakiraš. Ostalo se mi pa zdi, da je res taka družinska drama, pač patriarhat, oziroma veliki patriarh, ki umira. In se v bistvu tam v prvem delu potem mora odločiti, okay, kdo me je izdal, pa komu še bom v bistvu nasledil vse skupaj, pa dal na veliko nagrado, koliko, 50-25 milijonov, nekaj tazga. To je pač premisa oziroma počelo, da se v bistvu oni potem drkajo v glavo, drugega zažirajo in tako naprej. In to je to, zdaj v bistvu samo kaj je tisto gotskega, kaj je to ono, kaj je dramo dela, se mi zdi zelo drugačno od Successiona. Zato se mi zdi, to pa se strinjam. Ja. Da je v bistvu sam žanr ali pa pristop do tega precej drugačen. Če gremo primerjati, Succession ima nonstop neko živčno, dinamično, na pol dokumentaristično kamero, tle je v bistvu zelo postavljeno v nek objektivni rekurs, barvni filtri, Flanaganova groza za ozadjem, oziroma to, kar dela za ozadjem, v bistvu nekaj zelo unikatno atmosferičnega, hkrati pa tihega, v bistvu, tukaj v bistvu zato se meni zdi problematično noter metati. Zaradi, samega žanra, pa kako je narejeno, samo to. Ne, drugače so pač liki, jaz se strinjam s tabo mito, da so liki tudi precej so stereotipni, ker seveda bolj so narejeni za svoje zgodbe, za svoje smrti. Videli se je, da je tudi šlo pač od zadaj. Skratka, tale bi tako lahko umrl, kako ga bom zdaj pripeljal do tega, da bo tako umrl. Kljub temu, da bi rekel tako, ne vsi. Ne vsi. Ona dva, se pravi brat in sestra, sta, ampak tudi zato, ker vidimo neko njuno razvoj, bi jaz rekel. Pričemer je meni fantastično ravno to, da mi nikoli na neki točki, mislim, jaz sem brata, pač njega nekega gledaš, skratka, ki ga Greenwood igra, vedno dojemo kot mladega, kot nekega mal slabiča, ki ga sestra vse puša. Da on ni, pa se v tistem ključnem momentu, ko laže pred preiskovalno komisijo, nenadoma gotoviš, da je to pač tudi igra bila pred Duponom in da je on ves čas pač skratka, da je totalno zahrbtna baraba. In pol vidiš, zakaj je on tak strah in trepet, ko je odrasel. Ker jaz najprej sem mislil, nekaj se bo zgodil, da bo on tako ratu, ga bo žena pustila, karkoli, pa vidiš, da ne, on je tak je in zato ga je žena pustila. To se mi zdi ful dober narejen. Pesnik pač, ne. Se strinjam. Hočeš kaj reči? Absolutno, zato te pa gledam. Absolutno pač pesnik. Zdaj pa sem zgubil nit. V bistvu, tem sem še to dodal, da tudi najstarejša otroka imata v bistvu tudi največ minutaže izmed vseh, zato se mi zdi, da jih tudi da sta tudi najbolj plastična, ona kot neka ta Gwyneth Paltrow wannabe, pa on kot res zblojen popč ali pa prvorojenec, ki nikoli ne doseže očetovih standardov. Pa še ponytail fura. Ja, grozen ponytail. Vse man-bun bi si lahko probal, ampak še to ne gre. Tako da to se mi zdi, ostali pa malo trpijo, ostali so pa z meni res nekak klišeji. Se ene tudi hitro zmanjka, ker to ne pobije, tako je že v drugem delu. Ne, pa tudi recimo določeno, že tam, ko smo primerjali Sacklerji, recimo ta lik, ki ga igra Rahul, no on pač dejansko vloži v video, kao video igre razvija, ampak v bistvu samo igrci špila, pa ljudem plačuje za to, da dela. V Hollywoodu imaš en kup teh producentov, katerih recimo Ellison, brat in sestra, ki imata vsak svoj production company, Annapurno, pa pozabil sem, kak je že njegova, je Larry Ellison, nekoč drugi najbogatejši človek na svetu, pač ima dal vsakemu par milijard, da imate startup capital, pa probate filme delati. In pač tu pa tam ima kak rata, pa dobite kakšne Oscarje, ampak te firme ne delajo profita. Pač še dati kak milijardo za Ati. Lepo dati, Tako skrbi za svoje sinove. Gremo sin in hčerka tole razčistiti. Ja, seveda gledamo, kaj je gotska grozljivka. Kaj je tle gotska? Mi to reče, tole razčistiti, ker vi vsi imate naš scenarij pred sabo in lahko vidite to. Kaže mi to? Ja, s Fakičem proti Aljošu. Gotska grozljivka malo bom prepustil Nini. Nina, povej, kaj je gotskega recimo zate v
v Asherjevih. Ampak jaz vedno pomislim na unga pevca Asherja. Ne vem, to sem jaz tako. Ja, se tudi izziv je googlati. Ja. Mislim, zame je bilo gotsko zmeraj na razpoloženju največ. Zdaj, če veliko je sicer presečišč med gotskim in srhljivim, ampak gotsko ne bi bilo tisti nek depresivni bratranc srhljivega, pa malo bolj skrivnostno, pač ne naravnost, ne visceralno, ampak bolj nakazano, bolj eksistencialno mogoče. In to je nekaj, kar je pa meni mogoče manjkalo tukaj. Bi si želela, da bi šel ali v eno ali pa v drugo smerno. Režiser se mi zdi, da je preveč probal oboje združiti. Zdaj sem že zašla. Srhljivo in gotsko, kao da proba prezdružiti. Ja. Jaz se pa prej vprašam, čiš tekam, kaj hočeš povedati, jaz se prej vprašam, če je to sploh bilo izhodišče tlele, ker tak nekako vprašanje, ki se me pojavlja, je v takšnem sodobnem kontekstu, neka taka gotsko razpoloženje, kot ga pri Poe poznamo iz drugih izvedb, možno. Ker vseeno se gre v sodobnem kapitalizmu, v sodobnem stage postavljen, v bistvu tele socialni mediji so posredi, video igre so posredi, full hudi party in v nekih skladiščih, tako veš, kako gotiko to noter upeljati, to me zanima. A je sploh probal in če je, kaj so tisti elementi? No, ampak pri Haunting of the Hill House mu je pa uspelo. Zato ker je bistvu... Se je mogoče več časa vzel, da je več stopnjeval, da smo lahko bolj like spoznali, da smo bolj opazovali njihov sestop v norost. To bi bil, rečemo, en pogost motiv v gotskem, ne? Kaj pa vem, tukaj se mi zdi bilo, tako kaj je Aljoša rekel, preveč vse nastavljeno. Ja, plus vsi so bliže, v Hill House začnejo kot običajna družina, ne? Zdaj pač je tudi časovno narativ malo drugače speljan, ampak ko vidiš na začetku so vsi dost happy family, ne? Tukaj pa vsi začnejo že toliko off, da to, da se jim zmeša, se ti zdi še najmanj, ne? Recimo Telltale Heart, ne? Je, da v kratki zgodbi Edgarja Allana Poe je, da tisti morilc sliši zvok, ki v bistvu je in potem, ko pridejo policaji, jih odpelje tja k truplu in to vse. In tukaj je pač čist isto z tem poglavjem Telltale Heart, ona je ubila svojo ženo in ali partnerko in potem onega odpelje tja in celcet sliši njeno utripanje srca in vse to. Ne? Ampak je manj učinkovito kot v tisti zgodbi od Edgarja Allana Poe, zato ker v zgodbi od Edgarja Allana Poe, ne glede na koliko kratka je, imaš občutek, da si začel z nekom, ki je relativno pri sebi, ki se mu je zmešalo zaradi umora. Tukaj pa, tudi njej se je zmešalo zaradi umora, sem predtem je mučila opice in bila pripravljena na ljudeh delati poskuse. Ker glej, če se nekomu takemu zmeša, se ti zdi, da je to korak v pravo smer. Pogrešate torej element nedolžnosti teh likov ali kako? I guess, mislim, ne moreš stopnjevati razumem, poti v norost, če začneš. Ker edini od teh otrok, ki je koliko toliko normalen, je tale lik, ki ga igra Raoul. Še najbolj. On je samo len in nečimrn. Ni obseden z nečim, on bi samo igrce špilal. Lenovo torej odpustimo, ali kaj? Mislim, da nekdo, ki ima doma 2 črni mački, pa se mi zdi absolutno verjeten scenarij. Podpišem kot nekdo, ki ima tudi 2 črni mački doma. Dobro, recimo PR-ovka, kaj pa PR-ovka, ok, pa če mal je malo power hungry. Ja, je power hungry. Bossi pa power hungry je manjši. Ok, pa unaj od vas hungry še za kaj drugega. Ne vem, pač meni se zdi, se strinjam s tem, kar ste povedali. Mislim, prvorojenc še kao ga najprej probajo prodati kot normalnega, ampak cel zdaj vidiš, da nekaj tu zadaj tli čudnega. On je komi čakal, da sem mu sfuzla. Ženo lahko mučim, nekamor ne more. To prodajo kot nek ultimativni orgazem, ki ga bom fasal zdaj tam le. Mislim, to, kar sem gledal celo epizodo, ta malga, ki je probal od brata žena nekako. Kot da je to neka posebna Pornhub kategorija. Ziher je, ampak seveda. Ljuša, kaj pa ti misliš, da je gotskega? Zdaj tako, če greste na Wikipedijo pogledati, boste lahko tako dobesedno, ko motive našteva, dobesedno klukice delati zraven. Dobesedno vsi motivi,
ki so v opredelitvi na Wikipediji za gotsko literaturo, so noter. Imamo živi pokop, imamo dvojnike, doppelgangerje, imamo skratka umore, imamo maščevanje, imamo, čakaj, sem si napisal spanje oziroma smrti podobna stanja, imamo nenaravne odmeve oziroma zvoke, imamo seveda nočne pokrajine, krati pa ena taka zelo važna za samo pripoved gotske romance oziroma gotske literature, nelinearnost. Vedno so neke zgodbe v zgodbi, okvirna zgodba, vedno nekdo pripoveduje zgodbo o nekom, ki on znotraj pripoveduje zgodbo. In tukaj imamo tudi, skratka, pač glavni Ata, skratka Ata Smrk, pripoveduje pač temu Dupenu vse njihove zgodbe. In on ga še letam, mislim, da po četrti ali kateri že vpraša, kako pa ti veš vse to, ne? Kako ti veš, kaj je ona sama razmišljala in mu on pač povedali so mi, ne? Jaz jih pripovedujem, zato ker me oni, njihovi duhovi, silijo, da pripovedujem njihove zgodbe. To je en tak zelo tipičen narativ, poleg tega, da je zelo pogosto za gotsko literaturo, gotsko romanco, kar je tudi sicer za romantiko zelo pogosto, je ta fingirana pripoved najdenega rokopisa. Ponovadi so avtori začeli, tale rokopis sem pa našel, ne vem, na smetišču in je pripoved nekega o življenju enega mačka, recimo, tako se začne pripoved in življenje mačka Mura, recimo, ne? S to neko foro, da je maček pisal to rokopis in pol ga je ta pisatelj samo odkril in ga izdal. Ne? Vsi so vedeli, da to seveda ni res, ne? Ampak ja, tako in tukaj je veliko tega, ne? Je pa pač na vzdušju vse narejeno, se pravi, to je grozljivo vzdušje, ni grozljivka na nek način. So samo elementi grozljivke, drugače pa dost melodrame, ne? Igor je nam v scenariju napisal, da Victoria Holt ima elemente gotske romance. Ja, ne, ti si pač zaključil to svoj opis, da gotska literatura navadno prehaja iz žanra v narekovajih visoko literaturo. Kar ja, drži, ampak tudi gotska literatura je navdihnila Šund. Ja, seveda. Ja. Ne, tukaj je pač to, kar jaz vedno zamerim, pač ne, da grozljivka ni visoka literatura, ampak če ti uporabiš elemente grozljivke, pa nagliš gotsko literaturo, ki ni grozljivka, je pa nekaj to primerno, da je tudi visoka literatura. Vse imamo v končni fazi, Edgar Allan Poe je zato pač danes visoka literatura, ne? Zato ga obravnava se pri anglistiki, ni kot Stephen King, ki ga ne bojo nikoli obravnavali pri anglistiki. No, zato, ker je šund, ker je pop, ker je zatovni in ne spada in tukaj se dost tega naredi, ne? Ker pri nas recimo tega ni bilo veliko. Mi poezije Noči in grobov nimamo toliko, kot ima angleška, recimo, ne, literatura. Ja. Tega mi nimamo vseh teh Lenore, recimo. Malo ima Prešeren teh se vemo, v Povodnem možu, recimo, je malo tega, ne. Ja. Nadnaravni element, ki pogubi prevzetno gospodično Ljubljančanko, ne. Take stvari je on vnašal noter, ampak po njem to zelo redko v slovenski literaturi to sreča. Mene je to žal, no, in tudi zdaj, ko imamo revival grozljivih elementov, jaz, ki sem bil zdaj v Frankfurtu, vam povem, da so mi ponujali kup romanov in vseh romanih je kao, ja, veste, ampak mož umre in potem jo kot duh opazuje, kako ona živi svoje življenje dalje. In potem neki in nekdo umre in vedno je zdaj ta element nadnaravnega. Vidi se, da je fantastiko počasi izrine nadnaravno, gotsko, grozljivo. In to je zdaj pač ta revival, ki je v Južni Ameriki, tudi, o katerem si ti dosti poročal, ki si dosti tega bral. To je zdaj prihaja v mainstream literaturo, v Evropo. Če lahko dodam, pač vse te motivi, ki si jih naštel, pa dvojnost, pa ne vem, duh, ki potem, to je vse lahko, ne vem, P.S. I Love You, tiste rom-com Gerardom Butlerjem, ampak to še zmeraj nismo prišli do tega razločevalnega elementa, zakaj je nekaj gotsko. Ja, glej, tukaj je pač težko 100% reči. Jaz mislim, da je tudi seveda nekaj, kar mogoče malo manjka v temle, v Asherjevih, je to, da gotska literatura vedno prikazuje, vedno se dogaja v nekih okoljih, ki so bolj ruševinasta, ki imajo neka pričevanja o preteklosti, so to dvorci, samostani, nekaj, kjer nam sporoča. Kar je ta bajta. Ja, se res je. Tista bajta je, ja. Ampak ta narativni okvir, ja. Ja, tista bajta propada sicer, ampak nikoli ni bila nekaj izjemnega. Tudi tovarna je, ne? Pa tudi tovarna, ja. Ampak spet oni so še vedno bogati, so še vedno, nič ni, da bi jih spominjali njih na boljše čase. Prej obratno, ona sta izhajala iz niča, zdaj sta pa v boljšem. To malo manjka, to malo tako vzdušje, ampak preganjajo pa preteklost, to pa absolutno. To pa je, jaz mislim, da tudi ena taka stvar in to grozljivo vzdušje, ki pa ga težko predeliti. Recimo ti si rekel, da te ni posebej strašno. Recimo mene tudi noben od Manorov
oziroma Hunting Off ni noben, mi ni bil grozen. Ja, dobro, so ti smo utopil, ne? Ne, mislim, Res je. V Hill House tista epizoda, ko je v temi posneta, ko grejo ven, pa tisto je totalno scary. Ampak to je to. Mislim, da drugače pač ima stvari, ki so srhljive, ni pa zdaj, da bi bilo prav horror. Jaz bi sicer bil malo previden pri uporabi besede srhljivo, ker v slovenščini je srhljivo thriller. Thrill, kar pa ni čisto isto, to ni čisto isto gotskemu oziroma grozljivemu. Mal tukaj je razlika, mi imamo malo zmešnjave pri teh, bi jaz rekel, ker zame tudi srhljivka, da ti srh, jaz mene pri neki, ne vem, kriminalki, ki ima neke elemente pač preganjanja, pa ne vem, če se me tudi ne srh ne zgrabi, ne vem, če je to glih, slovenščini to ni isto, ne, mi zdi, ampak ja, imaš prav, seveda, je bolj tak vzdušje, ni groza, groza je neki dost bolj, bi jaz rekel, konkretnega, dost bolj fizičnega, kot je telesnega. Tako, bolj telesnega. Grozljivo vzdušje pa je nekaj, kar je ves čas v ozadju, ampak Flanagan nikoli ne gre v nek vrhunec, ampak je ves čas na približno isti ravni. No, tista scena, ko je v temi, se dogaja v Hill House, tista je čist legit. Ja, meni bila, naj vam bo. Ampak ja, recimo, zato jaz bolj cenim Talk to Me, mogoče bo to na koncu kakšno rekla, pri kaj smo gledali, ker se meni zdi, da je cel film, ki ima eno vzdušje, ki ga drži cel film. In to jaz cenim. Skoraj cel film je boring, ja. Res, jaz ne vem, kaj naj ti. Ja, ne, zdaj po tej logiki bi se splačalo potem narediti lik Karle Gugino, tega vrana, recimo, kakorkoli, oziroma kak je ime? Verna, ja. Bolj grozljivega, ampak ona meni ni grozna, ona je meni kot neka napol smrt, ki samo pride povedati, tak se bo zgodilo, to je v bistvu itak kao moje plačilo za tukaj. Ja, mislim, ni napol smrt, dejanska smrt je. No. Ja, ampak tudi zaradi tega, ker je smrt ambivalentna. Smrt ni nekaj slabega. To je naravno dejstvo. Če bi bila ona hudič, bi jaz pričakoval grozo. Tukaj je pa ona vseeno si sama kriva. Ona dva sta bila tista, ki sta pristala na to, da zdaj bova bogata, vse se nam bo resničilo, plačali bojo pa najini otroci. Oziroma, ona itak nima, bolj njo k, on jih je pa zaplodil pač koliko. Se pravi 5 z 6 ženskami. Za 8 delov. As far as we know. As far as we know, ja. Ja, eni so kar tak randomly umrli. Ja, po mojem, najprej jih je pobila ene par, pa je prišla tja, ja. Ja, kaj jaz dvem, no? Kako se vam je v bistvu zdel ta lik Verne? Smrti. Mati šmrti, ja. Moja je bila trdi. Vredo, meni je ona kot igralka itak všeč, ker se mi zdi zelo kompetentna, nasploh v vseh njegovih izdelkih je meni super. Tlele ima tudi nekako ravno pravo prezenco, da se pojavlja ob tistih ključnih trenutkih, pa ravno prave stvari poveza, tiste atmosfero, vibe ali pa neko smrt, ki jo pričakuješ kot v Pendulumu, naprimer, ko mu tam še zadnjo zadevo pove ali kakorkoli. Po drugi strani pa ne vem, sprašujem se, kako bi lahko mogoče kao še potisnil to stopničko več, mogoče do Midnight Mesa, če se gremo tukaj tole lestvico, a bi rabila ona mogoče malo bolj razgibano igro ali pa vlogo, ker ona mi nekako kot nek konstanten ton ali pa akord deluje, tako je zelo mellow, tak mi deluje, ni. Pa I guess, da mogoče pa še to v kontekst ali pa ne, ali pa v atmosfero ali pa ne, zdaj ne vem, to se malo sprašujem. Ona je res prišla samo pač dolg poravnata. Sure, to je čisto legit, ampak od nje ni neke ful hude vneme. Čeprav pri vnukinji pa pokaže mal. Kot neko sočutje, ja. Zato ker pač je nič kriva. Ona pa res, pač, če je Igor veri, da se ostali vsi krivi, tudi tukaj sam Igor se špilo, pa pač tu pa tam mal koke vzel, pa enega mačka je fento, ampak dajmo ne biti malenkostne mačke, itak preveč na svetu. Okay. Ni to minus čet. Kaj se zdaj to greš? To bom pa res brisal ven, ker ne smemo zgubiti vseh 6000 poslušalcev, ker zdaj božajo mačke med tem, ko to poslušajo. O bogi, Muki, tebe pa res ne. Muki si pa tudi misli stara, ko boš ti enkrat zaspala, boš videla.
Ti boš umrl enega dneva in ti bojo mački fris povedali. To bo poetično. Ja, To bo poetično naslednji bilo. čez pa mi to prideva Ja, z vsemi štirimi. Mi, jaz dva, pa ti Jaz dva. tudi svoje, ja. No, evo. Ne, v bistvu tako. Ti si predvsej samotarski v tem stanovanju. Jaz mislim, da kako mačko bi ral. Ja. Ja, definitivno, da mi tle Pošljite fotke. Mačke načeloma knjige pustijo na miru. A ja, res. Ja, folk. Zakaj Ne misliš, da se bo spravljali na knjige? A so knjige z mesa. Nekaj grizejo pa take stvari, ne smeš brati poleg njih. Jaz sem meni so Tep ne grizajo. časi, ko sem imel Ne. vse. Ja, poglej si ni Moje zadnja sta objava. ful knjigožerske. Ja, pa Sanja je Res. tudi rekla, da je uničila. Moje ne. Ja. Moje ne. Ja, le, Ne zdaj so upajo. nečitane mačke, pa so mačke, ki pač ne berajo rade. Zdaj. Ja, moje Okej. ni glizbriške. Gremo dalje. Ja, ja, Ja. pejmo dalje od mačk naprej. Meni je, čakaj, smo zdaj na zadnje, kaj si ti sploh? Verno. Burn. Ja, o Ravenu, ja. Mrt. Šmrt. Kaj pa vem, meni pa recimo, dobro, Midnight Mass je tudi meni najboljši, ampak takoj za Res? njo bi pa jaz rekel, da mi je ta. Meni je pa Hill House najboljše, pa mi je ta takoj za njo pred Midnight Mass. Midnight okej. Mass mi je kul, ampak Hill House je pa, mogoče zato, ker sem jo prvo gledal, ampak mi je res. Meni pa ni bilo to grozno, mogoče sem jih videl malo preveč. Ne, jaz sem pač full fan knjige tudi in to me je full. Meni je bila knjiga boljša. Ja. Ful tudi bolj bo grozna. Mislim, jaz tega Knjiga je bolj grozna, ker Ja. so full bolj smilijo tisti ljudje, kot je Ja. srečna družina. Tam oni so res fakti. Ja, ja. Tako da, ja, mislim, meni se je zdelo res na nivoju, pa res obožujem Flanagana in še zdaj ne vem, zakaj nisem pogledal vseh njegovih filmov, ampak ker jih nima Na veliko. mest Jasona Statham, ali kaj si prerekel, da boš imel maraton? Najprej Jason Statham. Zakaj? Zato Nina, ker moram. Zdaj sem se odločil, zdaj je to. Zdaj na mojem seznamu, zdaj je konc. Zdaj se stetem tukaj hit, on Aljoša. Tako da, ja, meni se to, kako pa se vam je zdelo, dobro, zdaj tisti, ki poznate Edgarja Poe in njegova dela. Mi to lep dečet. Ja. Kako se vam pa je to Da zdelo? greš meni dotočiti, če vidiš. Ker meni se je to zdelo v resnici fajn. Pač, kako oni remiksajo te njegove štorije in kako jih v resnici pripravijo, ne? Kako je tale pendulum, se pravi, kaj je to nihalo, no? Jaz ne vem, zakaj vedno govorim v angleščini. Ker je pač, ker se pač neki odlomi pri rušenju stavbe in ga tisto potem. Ja, od Razseka. njih dol. To je bilo krasno, pa tudi tisto s srcem, Telltale Heart je v redu callback na štorijo, učinkuje pa čist drugače te elementi, kot učinkujejo v štorijah. Ne vem, Pa tudi opico so dobro rešili, Ja, no, pač to mogoče težko postaviti v sodoben kontekst, ampak so zelo dobro rešili. Ja, Kar se humor tega v ulici Rok je to, Ruž. Ne vem, Rogue One, Ruž One, eno od tega. To je prva kriminalna zgodba v zgodovini literarne, ne? Edgar Allan Poe, in v njej nastopa seveda detektiv Dupont, ki je ta tožilc. Ne? In to se meni tudi zdelo fantastično, ker sem čakal ta del, ker sem videl, da je umor v ulici Rog ali Ruž, whatever. Ja. In sem čakal, kako bojo pač to izkoristili in koga bo to. Ampak jaz sem mislil, da bo pač njo, seveda, tole zdravnico ali whatever pač je, Ja, da bo ja, njo ja. raztrgala opice, ker bi si to dobesedno definitivno zaslužila. Ne? Ja, se me dejansko jo pričaka še hujše. Dobro, no, ona se sama zaštiha, to meni ni bilo tako hudo. Ja, no, samo vidi, kaj je naredila pred tem. Čeprav, to se meni, mislim, jaz sem pa kar sočustval z njo. To, da veš, če slišiš nek zvok, to je fucking annoying, as fucking. Jaz bi tudi po moje poludil in pobil tako 26 ljudi. Ne samo mene. Okay. Ampak sem pa takoj vedel, da je fentala. Takoj, ko je vrgla tisto za njo in je prizor odrezan, sem takoj vedel, ne, ti si Ja, jo ta je bil ubil. kar predvidljiv. Ja. Ja. Ljubica, ti si jo zdaj tok fentala s to Ja, pepelnikom, ali kaj že vrgla. Neko vazo ali kaj. Ja, zato ljudje ne mečite stvari v svoje ljube. Definitivno pa ne knjig. Ja. Ja, dobro, torej, ali si želite še, da bi bolj True to Life delal kdo? Tisti, ki ste brali. True to life. Aha. Mislim, tako prav, da ker nismo imeli od Cormanovega filma, ni bilo nekega res Kaj je bil tale? big budget. In Pale Midnight ali Moonlight z Christian Baleom. Ja, To. The Pale Ja, The Blue Play Eye. Blue Eye. Ja. 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 Je bil tak, ampak ne, mislim, meni je bil tak. Ne, ampak vseeno ni bila
Pol štorija, bil je pol lik noter. Pol lik je bil noter. Ja, isto kot Raven. Da mi tudi tam ni bilo. Ampak nismo pa videli prav House of Usher umora v ulici Ru ali kako. Ja, jaz še vedno mislim. Je pa band, The Fall of the House of Usher. Okay. Shameless goth plug. Okay. Se bi ti potalo točke, samo sem že tako nizko na lestvici, da nič ne šteje. Ja, kaj pa Simpsonovi prvi Treehouse of Horror, ki je čist Edgar Allan Poe. Jaz sem pa tako gledam to serijo, te pa čakaj, jaz so to od nekaj poznam, Simpsonovi. To je moj level, to je vso moje eruditstvo tle na plan. Gledam v prvi sezoni še lahko ful zveš o Streetcar Named Desire, tako da, ja. Mislim, tako kot pri South Parku, Simpsons already did it. Ja, točno to je. Pa Star Trek already did it. Ja, ne vem, meni je bilo to pa všeč, no, da je malo remiksano, pa da je sodobno. Pa tako. Se mi je dopadlo, pogrešam, da bi old school Poa kdo naredil properly. Ok, Nino gotovo tudi pogreša Poa. Ja, ne, ker se Corman v bistvu je tudi precej remiksov, ampak se mi zdi, da je ostal zvest duhu, no, Poa, če tazga obstaja. Zdaj pa se ti je vseeno zdelo, da ni toliko zvest od duhu. Ne, pa se mi zdi, da je mogoče preveč zvezano z današnjim časom, pa da je preveč referenc, pa na Muska, kar si rekel, pa na Gwynethovo in da bo zelo zastarelo v parih let. Pa na Trumpa, meni se zdi, da je s Trumpom super. Ker je ona rekla, da ima pogodbo z nekom, ki je rekel, da lahko nekoga v New Yorku strela na ulici, pa mu ne bo nič. Aha, ok. Star Trek? Mito, kaj praviš o tem? Star Trek ima dva citata, drugače Poa pozna kot lik oziroma pisatelja iz Zemlje, to je to, ampak drugače pa je dvakrat citiran. Enkrat v The Original Series, Charlie X, pa Tom Paris ga spusti enkrat v Voyageru v epizodi The Haunting of Deck 12, to je to. Drugače pa ni takih tem, ali tega. Vse jaz nisem zaznal, pa tudi Memory Alpha, kot črpam večino mojega znanja. Ne. Ampak si ti Nina nekaj pripisala Star Treku? Ja, je to od Charlie X. Aha, to si ti vrgla, ok. Isto sem šla na Memory Alpha. Memory Alpha, kjer se najdemo vsi gothi. Paul je tudi lik v onem Cyberpunk Netflixovi seriji. Altered Carbon, ne? Druga sezona. Točno, Paul je izrezan Edgar Allan Poe. On je zelo dober, ja. To bi tudi Star Trek lahko fural. Mislim, on lik Paula bi lahko bil v Star Treku v holodeku čakal, da kdo pride pa se ukvarja z njim. Pa Paul je bil letos na Euroviziji. Nisem gledal. Točno, ja. Avstrija je nastopila s komadom na Edgarja Allana Poe. Tako je. Wow. Way to go. Ja. Tisto se mi je tudi zelo fantastično. Ti so bili pred ta zadnji. Ja, jaz bi glasoval za njih, pa sem bil verjetno eden redkih, ki bi, pa še jaz nisem, ker pač ne glasujem za ta štit. Ampak jaz bi, no. Če mislim, da sem tweetal o tem. Ampak to sem še hotel sem reči, ful mi je bilo dobro, da je ta AI tudi fora noter, ne, skratka umetna inteligenca, ker umetna inteligenca samo ponavlja nevermore, pošilja v SMS. Ful je bilo tak enih hintov, da mogoče bo tu neki AI, da mogoče se, ker sem pomislil, ko reče ta sestra, da bi ona rada živela večno, sem pomislil, da je mogoče tu varianta, da je Matrix vse skupaj in da se zato pač to lahko dogaja, ne? Ti si pa šel deep, to zajčijo lukno. Ampak ne, pol ni bilo tako, ampak je tale prikaz AI, ki samo tvita Nevermore, ki v bistvu je referenca še malo na Black Mirror, ne? No, ok. Definitivno jaz ful priporočam, no jaz pa moram reči, da se mi je zdela serija res super in da definitivno Flanagan je nekaj, kar bomo še gledali in jaz upam, da mu bo je dal tudi na Amazonu dovolj širine denarja, da bo lahko delal svoje stvari. In da bojo bili pripravljeni povabiti vse te igralce, s katerimi hočejo delati. Ker absolutno ni drugih, očitno. Zdelo se mi je še posebej lušno, kako si jim je dovolil, da prijatelje pripeljajo, ne, on, ko igra mladega Dupona, je z Rahulom igral v iZombie in prav zgleda, kot da ga je zravnil. Pridi tim gig zrihtal in isto ona z Galaktike pripeljala, si lahko nekaj tak igra sestro, je imela eno od glavnih vlog v Battlestar Galactica seriji in tudi še enega frenda zravn. Frendi vse naredijo lepše, tudi podcaste.
IT-ja bi mogli pripeljati, če polalke. Zdaj bomo šli kar na kaj gledamo, beremo, špilno poslušamo in začel bo Igor, ker sem danes malo mudi, da lahko prej pobegne, preden jaz začnem z avtorom. Igor, povej, kaj si ti pogledal zadnje čase? Torej, do konca sem pogledal serijo Poker Face, ki je zdaj v celoti za tiste, ki radi binžate in krasno. Zelo v redu izpelje zadevo, zelo super konča na koncu, ful priporočam vsakemu, ki ima rad kriminalke pa Ryana Johnsona. Pogledal sem v kinu The Marvels in je brilliant. Mislim, meni je to en bolj zabavnih Marvel filmov sploh. Tam, ko Ragnarok pa prvi Ant-Man, ful je dober humor. Dve sceni sta not, ker sem se na glas režal. 2-krat sem šel film gledati, 2-krat sem se režal. Čist. Okay. Ja. Okay. Very funny. Okay. Začel sem gledati For All Mankind, to je super. Okay. Ja, bom poročal še kaj. V osnovi je pa štorija, da se začne 69. Spremljajo po televiziji vsi pristanek na Luni in potem ugotoviš, da se to dogaja en mesec prej in da so Rusi tisti, ki so pristali na Luni in kako to spremeni tok zgodovine, ker se Američani fulbol resno lotijo, ker so pissed off, da niso oni tisti. In potem, ne vem, konc druge ali tretje epizode postanejo dodatno pissed off, ker Rusi pač pristanejo na Luni ponovno in potem, ko so Američani že, ampak Rusi pristanejo s prvo žensko in Američani ugotovijo, fuck, mi nimamo astronautk, dajmo hitro narediti in tak dalje. Glavnem 4. sezona, ki je zdaj so že na Marsu in zelo v redu gre, no. Gledal sem v kinu Varuhi formule, to je bil otvoritveni film Leafa tudi, je zanimiv, full, res big budget. Štorija je deloma po resničnih dogodkih o poskusu nesreči, ki je nastala pri poskusu na jedrskem reaktorju 58. leta in v Jugi in Vinči. Potem so te študente, ki so bili izpostavljeni sevanju, odpeljali v Francijo, kjer so jim presadili kostni mozek in so jih s tem rešili in to je bila prva operacija presaditve kostnega mozga. In je zelo taka moving storija o tem, pri čemer so se odločili malo spremeniti zgodovino v stilu, da Jugoslavija je bila tik na tem, da naredi atomsko bombo. Dejansko, kar se je zgodilo, pa je, da je 6 študentov imelo dostop do reaktorja, ker so bili fukeni v Jugi in so posli 6 študentom dostop do reaktorja in niso vedeli, kaj delajo in se izpostavili sevanju. Tukaj pa je kao zraven njihov profesor, ki je že tik na tem bil, da bombo izumem, potem na koncu ugotovi, da ne. Tako, Oppenheimer spin-off. Ja. Gledal sem Talk to Me ali pa, Don't. Bom jaz podpovedal, pustimo to, puste Igorja. Gledal sem Zone of Interest, ki ga dost medijev daje, da je to najboljši horror film leta. Mislim, fucking scary je, pa sprašuješ se v smislu življenja. Okay. Auschwitz. In po on a completely different note pogledal sem še 3. sezono serije Star Trek, ki jo pušam že, da bi jo čim več ljudi gledalo, ker je funny as fuck. Novozelandski ta humor. Prvi sezoni pač ena beba, ki dela v kinodvorani, randomly spozna enega tipa, ki je movie star in potem začne ta razmerje in gre. In zdaj v 3. sezoni krasno zaključijo, zelo v redu. Mislim, če ste fani novozelandskega humorja, je to super, če niste, pa pač ful zamujete. Okay. Hvala, Igor. Ja, ni zakaj. Vedno mi je fajn biti v tem podcastu. Whatever. Ok, to je bil naš Igor in zdaj Nina, zdaj si pa lahko ti na vrsti. Povej. Imam 2 priporočili, mislim, da se lepo navezujeta na Poa. In sicer sem prejšnji teden zaključila s knjigo pogrebnice in lastnice svojega pogrebnega zavoda, Američanke Caitlin Doughty. Knjiga z naslovom From Here to Eternity. Za vse tiste, ki vas zanima, kakšne pogrebne navade in različne vrste pokopa imajo ljudje po vsem svetu, od Bolivije do Japonske. Zelo lahno branje, čeprav sliši se zelo morbidno, ampak na tak lep humoren način. Torej, naj ti bo zemlja lahka, literally. Literally, ja. Aha, okay.
In pa na priporočilo avtorice, ona to serijo v bistvu v vseh svojih knjigah omenja in je zdaj prišla na Netflix, 6 Feet Under. Spet neka družinska dramica. Družini, ki ima v lasti svoj pogrebni zavod. To je pik televizije. Jaz sem zdaj, ne vem, pri 3., 4. epizodi, ampak mi je zelo fajn. Že gledal? To je naravni zame Sopranovi level, ampak tako drama in ful pač tudi tako, no ne bom predspolil, ampak res, kako se ti liki razvijajo, kaj se daje skozi. Noro. Koliko sezon imam? Mislim, da ima 6 ali odlično. Takega, po mojem. Ne? Za čez zimo bo. To je na Netflixu. To je HBO-jeva serija. Ja. Tako da je precej bizarno, ker vklopiš Netflix, pol imaš pa Ja. Ne veš, kje si. Out of space. To je to. Ok. Hvala, Nina. Si tle omenila še eno knjigo, ampak je nisi prebrala do konca. A ja, to, kar imam s sabo, ker sem se hotela pifljati za vikend. Če bi kdo želel se poglobiti v filmske upodobitve Edgarja Allana Poea, da se jo še dobiti na Abbeybox in na Amazonu, Poe Pictures, The Film Legacy of Edgar Allan Poe. Ampak pojma nimam, zakaj se gre, ker sem jaz samo prinesla sabo danes. Pa v redu, glavno si prinesla in da zgleda fajn. Ja, zgleda fajn. Ja. Ok. Hvala, Nina, za knjižna priporočila, to je tudi fajn, pa 6 Feet Under je res super, to bi jaz mogel še enkrat pogledati. Mito, a si ti kaj pogledal? Noč nisi napisal scenarij? Ne, nisem četal, ampak bom priporočal, gledajte novega Frasierja, ker je v dost stari formi, kot zlate sezone originalnega Frasierja, saj meni, mislim, da v prvi del je precej cringe, ampak drugi, tretji se v bistvu že zelo ujamejo tilete novi liki, da se ga pa spremljati na Sky Show vsak petek, tako da fajn, pa tudi malo je bizarka zopet gledati humoristično serijo z tem laugh trackom v ozadju, ampak ok. Potem priporočam Veščec 3. del, berite to serijo, ker je ful dobro prevedeno, super zgodba je, prav žmohten jezik, pa nasploh zelo fun. Tako da ful priporočam. Upam, da bo to zdaj, mislim, da 4. del pride zdaj v kratkem, pa da bo to res lepo zaključena fantasy štorija, ker Slovenci rabimo več prevedenih fantasy del, to sem pač vedno fan. Lepo. Gospodarja še pa nisi načel? Ne, bo po tej. Bom videl, kaj bo prej prišlo, ali gospodar ali pa 4. del Veščice, ne vem, ali pa kjera teorija, neki bo že. Dolg cet mi zihar. Pogledal sem od Andreja Zolavskega Possession, ko sem videl na Nininem Facebooku naslov, ko sem se opomnil, to pa imam že lep cajt na spisku in sem potem ga našel in pogledal in to je nekaj najbolj norega ever. Na kratko bi lahko to opisal kot Marriage Story, Netflixov film z Adam Driverom in Scarlett Johansson, Sreča eksorcista ali pa Rosemary's Baby. Zgodba o razpadu partnerstva zakona, ki je postavljena v zahodni Berlin leta 1981, se začne zelo tako v velikem dramatičnem zanosu, kako se v bistvu ta par njuno razmerje razkraja, kako ima ona nekega ljubimca, ki je totalno odpičen čudak, ampak zadeve postanejo vedno bolj čudne, neki nadnaravni elementi se začnejo pojavljati, na koncu se to prevesi v čisto neko groteskno horror štorijo, ki ti malo možgan zlomno. To je to. Ne vem, sploh na Letterboxd še ga nisem dal niti ocene, ker ne vem, kako bi ga ocenil sploh, ker je malo weird. Sva že rekla prej v avtu, da je unrateable. Ja, unrateable. Okay, to me pa zanima, to moram tudi jaz pogledati. Vem, da je Sam Neill jo povedal, noter igrajo Sam Neill pa Izabela Adjani. Sam Neill je rekel, da v bistvu to bilo nekaj najbolj ekstremnega, kaj je snemal, da je bilo tako zahtevno. Izabela Adjani je dejansko imela živčni zlom po snemanju. Ja, čudovito. Pa niti ne zaradi samega režiserja, ampak ker je v bistvu te scene, ki jih je ona izpeljala, ona je dobila, mislim, da Zlatega leva ali Cezar, mislim, da Cezar je dobila za tole vlogo, če se ne motim, nasploh jih ima 5. In tam en dolg
dolg kader njene, kako bi temu rekel, ona v bistvu rodi nekaj na podzemlji in ta kader je 5 minut dolg. V bistvu je pa samo neko gromozansko kričanje in bruhanje in pluvanje in metanje ob stenu in razbijanje glave ob ploščice in wow, noro. Sobota zjutraj, za nekatere. Ja, so tak dnevnik. Moram reči, da si me prepričal, s tem zadnjim absolutno si me prepričal, da je to nekaj, kar moram videti. Tako da, to so moja priporočila. No, ok, super. Jaz sem kup stvari pogledal, tako da moram si prav zapiske pogledati, da ne bom česa pozabil. Pogledal sem 4. in zadnjo sezono Doom Patrola, ki je na HBO Max. Zadnji 2 sezoni nista več tako dobri, ampak še vedno je to ena boljših serij, ampak v primerjavi z Umbrella Academy mislim, da mi je vseeno Umbrella Academy ljubša, ki pa pride naslednje leto zadnja sezona, ampak je pa fajno, da je 4 sezone, pa da je zaključeno, da tega niso vlekli naprej, ker se mi zdi tako, ampak se mi zdi, da je konec malo tako pohitren in da ni mogoče najbolj fajn, ampak gled, še vedno zombi riti so notar, to je nekaj pač najboljšega, kar vidiš v seriji. Pogledal sem 2. sezono Lokija do konca. In moram reči, da razen zadnje epizode, ki se mi zdela fina, ampak pač zaradi konca, ki ga ne bi zdaj tle kvaril ljudem, ne vem, nič posebnega. Ne vem, kaj je šlo narobe to sezono, ampak tudi humor je zelo slab. Mislim, da je kriva improvizacija, domnevam, da sta Hiddleston in kaj že improvizirala in da dosti teh jokov ni glih zadelo, ker jo medtem, ko vsi ostali liki stojijo zraven in jo gledajo, ker pač ne vejo, kam bi roke dali, po mojem, v žepe ali kaj, ona dva neki pač tisti hiter witty humor, ampak ne vem, prav slišiš čričke v ozadju, ki je tako, ki ni... Is this thing on? Ni smešno, ni ne vem kaj, in pa tudi tako štorija nepotrebno zapletena, nepotrebno dolga, ker približno veš, kaj bo, ne vem, no, ni se mi dopadla in sem zelo razočaran. Mislim, da je prva sezona bila še tok, druga sezona res ni ok. Je pa zadnji del pač zanimiv in za tiste, ki pač spremljate MCU, morate vedeti, kaj se v zadnjem delu zgodi, ker je ena taka stvar, ki je po moje pomembna za naprej. Za naprej, Kang, neki. Niti ne toliko s Kangom, bolj z Lokijem povezano, ampak tudi s Kangom, ker tudi spet, se pravim, v tej sezoni mislim, da zgleda, da niso čist ziher, a naj to končajo, ali bojo mogli končati, pustiti tega igralca, ali kaj bojo mogli narediti, in so si mal pustili zadeve odprte, da bi lahko mogoče kaj drugega naredili. Tako da to sem pogledal, potem sem bil na Noči grozljivk v Kinodvoru, ker gremo lahko samo hiter skozi. Beau is Afraid sem pogledal, Ari Asterjev nov film od Ari Asterja in mi je fajn, weird. Nekaj prizorov smo se režali, na gospa zraven mene se je zdelo ful nevljudno, ampak se je tako hihtala z roko pred usti in se ni mogla zadržati. Ampak ja, je tako fajn, no ene, ki ga avto podre in vidiš njegova res velika jajca, ki letijo po zraku. Tako malo sicer interpretirati se ga da zelo konzervativno, kar se mi ni tako dopadlo, ampak glej. Kako lahko to konzervativno interpretiraš? Glej. Okay. Brez skrbi da se. Skratka, tisti, ki me spremljate na Letterboxdu, si lahko tam kaj več preberete, ne bi vam pa rad spoilil in res ne vem, zakaj ta film ni prišel v naša kina. Na reden spored, ampak ni prišel. In potem zatem je bil Neuk Dyson Young, Project Wolf Hunting, ki je bil katastrofa. Tako da, Marcel, kaj delaš ti, ko zbiraš te filme? To je bilo pa tok brez veze. Režiser je povedal, da so za ta film porabili 2 ne vem koliko ton prašiče ali nekakšne krvi, oziroma ali te kemikalije, ki izgleda kot kri, zato ker ves čas slišiš kri, kako turlja in teče, ampak tudi ob vsaki udarcu ono njega čist samo udari ga po glavi, pa kri šprica ven, kada mu je, ne vem, lobanjo na razen Tako anime estetika. Ja, zelo preveč krvi je, no. In na koncu noč prav ne vidiš, ker kri pač tako špricano, vsi so krvavi takoj. Mislim, res, ok 2-krat, ok 3-krat, ok 14-krat, 14 umorov teh, pa je too much. No. Res je bilo boring, as fuck. Jaz sem gospod zraven sebe, to kot jaz, malo v živce spravil, ker sem vzdihoval. Ko sem bil tako, pa ne, no, pa teži mi, a bo to že konc. Kratka pa dolg je bil, jebeno predolg. Potem sem gledal Talk to Me, za razliko od Igor, jaz mislim, da je super grozljivka. Meni je bil tudi super. Ja,
Jaz ne razumem, kaj je z Igorjem, zakaj ima to biti dolg čas. Ne vem, gledaj, pač, junakinja je vase zagledana, bejba, ki pač psa njena, sam ti njena travma, mamica umrla, bla, 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 in zaradi tega vse spravi težave, vse okrog sebe, ampak se mi zdi to tako inovativno, pač, ja. Meni je bil zelo všeč, no se mi je zdela taka sveža grozljivka. Ja, a ne da? Ja. Pač neki tipi imajo zdaj roko, ki se jo primeš, ker je roka neka odrezana od vedeževalke ali whatever in v keramiko ali whatever, in jo primeš in rečeš toktum in se ti pokaže duh, ki je tam v bližini in potem te lahko naseli in govori skozi tebe drugim. In je kao nek party trik, malo ga jemlje kot party trik, malo kot social media senzacijo in tako, ampak seveda se pol stvari zalomijo, ne? Ampak ja, neki prizor se mi zdi zelo fino, tudi kamera fajn dela, parkate, ko jih po tem stolu malo meče in tako. Meni se je zdelo fajn, no, res ne razumem. Tudi gor je bil zelo fajn izpeljan. Ja. So bili praktični učinki ali je bilo digitalno, ampak super je spadal. Ja, tako da Igor, ne vem, fuck off. Nič je tle, tako da nimaš prav. Potem sem pogledal The Wrath of Becky, ki je pač nadaljevanje, prej sem pogledal Becky doma, The Wrath of Becky, skratka v prvem Becky neonacisti pobijajo, ji ubijajo fotra v prvem filmu in še psa, enega od dveh, in potem v drugem spet nekako zapade v neonaciste, zato ker živi pri neki temnopolti ženski in jih razburi v neki restauraciji in pridejo za njo in jo hočejo ne vem kaj posiliti, ne vem karkoli že, in se pač skratka še drugim neonacistom ali pokaže, oziroma to, kad so kao Proud Boys, čeprav se imenuje nekako drugače. Niso Proud Boys, ampak nekaj drugega, ampak so kao ta ameriški supremacisti in jih pač pobija, ampak prvi je ful boljši. Prvem jih fajn pobije, ima ene dobrih kilov, tako z mulčerjem, ali kako se, ne vem, kako se temu reče, ni kosilnica, tam so narobe napisali, da je to kosilnica, to je mulčer po štajersko, s tistim enega povoz, tako enega z nekimi svinčniki, prvega z barvicami za štiha, tako. Fajn kilov je v prvi, v drug pa se mi ni tako dopadlo, se mi zdelo tako, zmisli si kaj boljšega, no. Pa Proud Boys se ne sliši, kad ime za neonacistično skupino, no je mogoče za kontra. Ja, sej, malo so čudni. Tole in zadnji je bil Family Dinner, avstrijski horor, ki se mi ni tako dopadel, ful je drama, tako in dokler je bila drama o grozljivih družinskih odnosih, ki jih imamo in kako moraš sedeti tam za praznike in se delati tako, da je vse fajn, čeprav imaš pritišnjeno mamo in potra, ki ni nič boljši, se mi zdelo še okej. Pol pa hočejo nek folk horror dati zraven, pa je bil tako, moj bog, a res. In kje je to v Avstriji, kje so te navade, daj mi mirno. Skratka, kar neke fore, no, Avstrijci so pač Avstrijci in tako. Pogledal sem še cel film. Gremo še koga v žalost, še koga nismo. Da ne Belgiansa, veš kaj? Ja, ampak Avstrijci pa nas ne poslušajo, no daj tam in to pa res ne. Pogledal sem še cel filmski maraton filmov in serij Sherlocka Holmesa, ampak o tem bo več v naslednji številki revije Literatura, tako da tam si lahko preberete, kaj sem se pogledal in kaj si mislim o tem in kako sem razdelil to. Kar nekaj zelo dobrih ekranizacije in pač lahko uživate v tem, tudi dajo se dobiti na pretočnikih in to je to. Hočeš reči, da je to branje Elementary? Ti bom odpustil, ker vsi to mislijo, da je to res citat iz Sherlocka. A ni? Se Elementary, Dear Watson. Ja, ni tako. Nek digilog imate in on reče nekaj in pol pa mu Sherlock nazaj govori Elementary. Nikoli ne reče Dear Watson. Ni to. Okay. Elementary Dear Watson. Kao. To je laž. Tako kot ta njegov klobuk, s katerim ga skozi kažejo. Dick Hunter. On ima lovsko. Ja, ta lovska čepica, to je seveda samo iz ene štorije. Iz Avstrije. Iz baskervilskega psa, kjer je na deželi in kjer ima smisel, da ima tako čepico. V Londonu to nima nobenega smisla. Zakaj bi ti bil oblečen, kada greš loviti lisice? V Londonu. Ker je zvijačen. Ljudje ne? To je bila že naša 171. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti Mreža Aparatus. Z vami so bili Nina, depresivni bratranec Mison, Igor, fan trivia Harp, potem Mito, samo tak za intermezzo Gegič in Aljoša otopel Harlamo. Tok smešno, spet ni. Tole epizodo smo posneli pri meni doma v Šiški, zato se za pripravo prizorišča zahvaljujem svojemu butlerju Alfredu.
čistilki Mariji, prižigalcu luči Štefanu in ansamblu gledališča Markovci pri Ptuju, ki nam je služilo kot živo pohištvo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatu z odličnim raznovrstnim izborom podcastov in če slučajno niste bili povabljeni na super ekskluzivno orgijo, ki jo prirejajo ta teden v prenovljenem Rogu, si nikar ne sekirajte. Seks z neznancem ali neznanko z masko ni niti pol tako prijeten kot seks z neznancem ali neznanko med poslušanjem podcasta Obod. Šele takrat ste namreč lahko res prepričani, da se oba smejita istim rečem. Podcast Obod, če med poslušanjem ne švicate, nas ne poslušate prav. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu Obod brez pikice mes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave, tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirani, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajce, prekolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti. In tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, pesmi o smrti in mučenju, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 171. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 28. novembra in govorili bomo o letošnjem Ljubljanskem filmskem festivalu. Se torej poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Yeah. Bye. Bye. Ne, kaj, kako bi bil gotski baj? Ja, kot vrana. To je bila vrana. Jaz mislim, da je bila mačka. Črna mačka. Oh, fuck. Dobro, ok, that work. Ne znam vrane.